Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci programa Ars. Na peto postno tiho nedeljo bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Šentilj v Slovenskih Goricah. Maševal bo župnik in dekan Igor Ignacij Novak. Pri maši bo sodeloval mešani cerkveni pevski zbor župnije Šentilj. Vodi ga zborovodkinja in organistka Gabriela Grabušnik. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani tukaj v našem svetišču, v župnijski cerkvi v Šentilju v Slovenskih Goricah, drage poslušalke in poslušalci, ki nas spremljate ob radijskih sprejemnikih, prisrčno dobrodošli pri tem svetem dogajanju, ki je sveta daritev, ki je, kakor pravi drugi Vatikanski koncil, vir in vrhunec krščanskega življenja. Danes na peto postno ali tiho nedeljo, ko smo zakrili križe v naših svetiščih zaradi neposredne bližine velikonočnega praznovanja, da bi tako še bolj razmišljali v tihoti o skrivnosti ljubezni, ki se nam je v polnosti razodela prav po Jezusu Kristusu, po njegovem trpljenju, smrti in vstajenju. Pa za vsemi temi mislimi, predvsem pa za hvaležnostjo v naših srcih, da nam je dano obhajati današnji Gospodov dan, najprej pripravimo naša srca, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Molimo. Gospod naš Bog, tvoj sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo sedaj Božji besedi. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekila. To govori Bog. Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas popeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil. Govori Gospod, to je Božja beseda. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje samo zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je zelo bolan. Ko je Jezus to slišal, je dejal: Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: Pojdimo spet v Judejo. Ko je torej Jezus prišel, je izvedel, da je Lazar že 4 dni v grobu. Ko je Marta slišala, da Jezus prihaja, mu je šla naproti, Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus je rekel: Tvoj brat bo vstal. Marta mu je odgovorila: Vem, da bo ostal ob stajenju poslednji dan. Jezus pa je odvrnil: Jaz sem stajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Ali veruješ v to? Odgovorila mu je: Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na svet. Jezusa je tedaj do srca ganilo in nevzdrhtel in vprašal jih je: Kam ste ga položili? Rekli so mu: Gospod, pridi in poglej. In Jezus se je razjokal. Judje so tedaj govorili: Poglejte, kako ga je imel rad. Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl? Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel v grobu. Bila pa je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus jim je rekel: Odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je dejala: Gospod, že ima zadah, saj je 4. dan mrtev. Jezus pa je odvrnil: Ali ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen. Jezus pa je vzdignil oči in je rekel: Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. Nato je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven! In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil povit s prtom. Jezus jim je dejal: Razvežite ga in pustite, naj gre. Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, drage poslušalke in poslušalci ob radijskih sprejemnikih, smo tik pred obhajanjem velikonočnega praznika Gospodovega leta 2026. Pred nami je cvetna nedelja, ko bomo Jezusa slovesno pospremili v sveto mesto Jeruzalem, kjer bo nato dal svoje življenje za ves človeški rod, kjer bo trpel in umrl
in tretji dan vstal od mrtvih. Vse to se bo zelo hitro zgodilo in zato vam želim, da bi v teh svetih dnevih, ki so pred nami, zavestno se ustavili in se poglobili v to čudovito sporočilo Božje ljubezni, ki se razodeva prav po Jezusu, Božjem Sinu. Danes ga spremljamo, kako oznanja in med svojim delom oznanjevanja mu sporočijo, da njegov zelo dober prijatelj Lazar umira, da je bolan, da potrebuje njegovo pomoč. Jezus odgovarja, ta Lazareva bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Vedel je, kako se bo vse to zgodilo, zato ni takoj odšel nazaj v Judejo, ampak je v kraju, kjer je bil, ostal še 2 dni. In tretji dan je odšel. Dobro vemo, kaj pomeni tretji dan, kajti o tretjem dnevu je večkrat spregovoril svojim učencem, ko jim je napovedal, da bo umrl, da bo trpel in da bo tretji dan vstal od mrtvih. In zato ni naključje, da je še počakal 2 dni in tretji dan odšel do Lazarja. S tem je želel povedati, da bo Lazar doživel vstajenje od mrtvih. In ko je srečal Marto, je to tudi razložil. Marta pa mu je odgovorila, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Ni bila najbolj prepričana, da lahko Jezus njenega brata dejansko obudi od mrtvih in ga vrne nazaj v zemeljsko življenje. In zato je dogodek Lazareve obuditve od mrtvih moral biti izjemno odmeven dogodek. Dogodek, ki je z novico o njegovem vstajenju potoval hitreje, kakor potujejo novice danes po spletu, po telefonih in po drugih modernih komunikacijskih medijskih sredstvih. Obenem pa, če se vživimo v Jezusovo kožo, prav gotovo zaslutimo, da je ob tem, ko je prišel do Lazarevega groba, v duhu gledal tudi svoj grob. Vedel je, da bo namreč tudi sam pokopan v grobu, ki bo v skali, v votlini v skalo. Vedel je, da bo tudi pred njegovim grobom velik kamen, ki bo zapiral vstop v grob in v votlino. In prav zato se je zdrznil in se razjokal, ne samo zaradi Lazarja, tudi zaradi sebe, tudi zaradi vseh grobov, vsega človeštva, vseh pokojnih, vseh trpečih. Razjokal se je tudi zaradi tistih, ki nimajo svojega groba, ki nimajo te pravice, da bi se jih domači mogli spomniti in obiskati njihov grob po vsem svetu, tudi v naši deželi in domovini Sloveniji. In ta njegov jok predstavlja to dramo vsakega človeka, vseh kultur, vseh časov, vseh civilizacij. Ob srečanju s smrtjo, ki je nekaj dokončnega, ki nihče ne uide, ki je največja nasprotnica človeškega rodu vseh časov. Razjokal se je tudi zato, ker je vedel, da je on tisti, ki bo to smrt premagal in bo rešil človeštvo največje sovražnice smrti, ki je v Kristusu postala sestra smrt, kakor jo imenuje sveti Frančišek Asiški. Sestra smrt, kajti v Kristusu je smrt izgubila svojo moč, izgubila je svoje želo
izgubila je svoj odločilni pomen, kajti Kristus jo je premagal. In koga, dragi bratje in sestre, drage poslušalke in poslušalci ob radijskih sprejemnikih, ne bi ganilo to dejstvo Kristusove zmage nad smrtjo in nad trpljenjem in nad človeško končnostjo in minljivostjo. Odstranite kamen, je rekel Jezus, in možje so po nekaj trenutkih razmisleka, po njegovi besedi, kamen tudi odstranili od groba. Ta beseda ni kar tako, ne opisuje samo konkretnega dogodka odpiranja groba, ampak je namenjena vsakemu izmed nas. Tudi mi moramo vsak dan znova odstraniti kamen in kamenje, ki pogosto zapira vhod pred vrati našega srca, naših duš. Ko ne spustimo k sebi Boga, ko ne spustimo k sebi človeka in smo polni najrazličnejših strahov in dvomov in greha, ki predstavlja smrt in nas vodi v smrt. Samo takrat, ko odstranimo kamen od vhoda v naša srca, se nas lahko Kristus dotakne. Ko stopi v naš grob, lahko oživimo in prejmemo življenje, ki ga ta svet ne pozna in ne more dati. Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala? Sprašuje Jezus Marto. In zato prosimo, dragi bratje in sestre, tudi danes pri tej sveti daritvi, naj nam Gospod po svojem Božjem duhu utrjuje vero v večno življenje, da bi v teh svetih dnevih zares napredovali v hoji za Gospodom Jezusom, da bi doživeli velikonočno praznovanje kot novi ljudje, kot spremenjeni ljudje, zares kot otroci luči. Jezus je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven. Z istim klicem, z istimi besedami vabi tudi nas, da gremo ven iz sebe, k Bogu in drug drugemu, da se poslovimo od lastnega egoizma, od lastne pretirane skrbi zase, za svojo prihodnost, za svoje življenje in spoznamo, da ima naše življenje pravzaprav smisel zunaj nas, v sočloveku, posebno v tistem sočloveku, ki potrebuje pomoč. Po njem se nam najbolj razodeva Kristus, po njem se nam najbolj razodeva Kristusovo sveto obličje. Bog daj, dragi bratje in sestre, da bi ob današnjem evangeliju in ob današnji 5. postni ali tihi nedelji, torej vsi mi, napredovali na poti vere, upanja in ljubezni, da bi kot otroci luči zmagovali v boju z temo. Ta boj se dogaja kot nekaj silno dramatičnega v vsakodnevnem življenju vsakega izmed nas. In v tem boju nismo sami, v tem boju je z nami dobri Bog. Bog daj, da bi tudi danes, ko je za našo deželo in domovino pomemben dan, odšli na volišča, volili ljudi, ki bodo modro vodili našo državo po kriterijih evangelija, da ne bi ostali doma, ampak da bi prišli ven, kakor pravi Jezus, da bi se zavedali svoje odgovornosti, ki jo imamo za naše družine, za naše župnije, za naša mesta in vasi, za našo drago domovino Slovenijo. Da bi se zavedali, da je vsak človek v tej deželi pomemben, da je vsak človek del skrivnostnega Božjega načrta,
da Bog na vsakega človeka računa. Pa naj nam pri tem našem prizadevanju, da bi res živeli kot otroci luči, da bi se zavedali, da smo orodje v Božjih rokah, ki gradijo mir, ki gradijo polnost življenja, da bomo tako resnično šli naproti časom, ki so svetli in lepi, kajti ni dobrih in slabih časov, kakor pravi blaženi škof Slomšek, ampak so samo dobri in slabi ljudje. Bodimo torej dobri in še boljši ljudje, da bomo šli naproti dobrim in še boljšim časom. Amen. Izpovejmo sedaj vero v svetega trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. V skupnih prošnjah sedaj zaupno prosimo Gospoda. Jezus, kdor veruje vate, bo živel večno. Naj tvoja cerkev hodi za teboj v veri, upanju in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Ti si vstajenje in življenje. Naj te vsa ljudstva sprejmejo za svojega odrešenika in Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Pred obuditvijo Lazarja si molil k Očetu. Nauči nas, da bomo tudi mi vse svoje potrebe in veselje v molitvi izročali Bogu. Prosimo te, usliši nas. Svojega prijatelja Lazarja si obudil iz groba. Pokliči v novo življenje vse, ki so zaradi greha duhovno mrtvi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, kralj vesoljstva, prosimo te za našo domovino Slovenijo in za njene voditelje, da bi nas vodili v pravičnosti in v miru. Prosimo te, usliši nas. Ti si življenje in stajanje. Bodi milostljiv našim rajnim in podari večno veselje. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek, je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski veri, s to daritvijo pa nas tudi očisti grehov. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da si ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ker je človek, kakor mi, je za svojim prijateljem Lazarem jokal, ker pa je večni Bog, ga je priklical iz groba, tako tudi nas, iz usmiljenja do človeškega rodu, z velikonočnimi skrivnostmi vodi v novo in večno življenje. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa ali njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni o ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Alojzijem in z vsemi slovenskimi škofi in z vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših dragih bratov in sester, ki so že zaspali v upanju na vstajenje. Danes Ti še posebej priporočamo naše drage pokojne, pokojno Jožefa in Antona Pestiček, pokojnega Edija Potrča, mlajšega in starejšega, in pokojnega Karla Nerat. In vse ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, daj jim, Gospod, da bodo gledali Tvoje sveto obličje. Prosimo Te, usmili se vseh nas, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Ilijem in z vsemi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Bratje in sestre, Gospod Jezus, ki je življenje in vstajenje, je obudil Lazara. V moči naše vere dela čudeže tudi danes. Če smo z njim povezani v molitvi, nas Božji duh vedno bolj spreminja v nove ljudi. V nas umira stari človek in raste novi človek. Tako je, kot bi rekel apostol Pavel, smrt za nas dobiček, saj je pravo življenje prihaja od Boga Očeta in se po Jezusu vrača nazaj k Očetu. Smrt zaradi Kristusa nima več svojega žele, nima več svoje odločilne moči. V tej veri v večno življenje, ki je največji Božji dar za vse, ki v Kristusa verujemo, molimo sedaj, ko nas je Jezus učil moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh,
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Predragi v Gospodu, mir z vami je pozdrav, s katerim je vstali zveličar pozdravil apostole, ko se je z njimi prvič po vstajenju srečal. Apostoli so bili zaradi njegovega trpljenja in smrti na križu povsem zbegani in prestrašeni za svoje življenje. Tudi mi smo jim v naših življenjskih situacijah pogosto zelo podobni. Bojimo se zase, za lastno prihodnost. Strah je odsotnost prave ljubezni, saj beremo v Svetem pismu, da v ljubezni ni strahu. In kjer je ljubezen, je vera, in kjer je vera, je upanje. Vse to pa rodi Božji mir, ki ga svet ne pozna in ne more dati. V znamenje miru in sprave si zato sedaj podajmo roke. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Na
Molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri Tvojega Sina. Naj vedno ostanemo udje skrivnostnega telesa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Tako smo obhajali to sveto daritev, vsem voščim blagoslovljeno nedeljo in vse dneve tega tedna, v katerega vstopamo, še posebej seveda sredo 25. marca, ko praznujemo praznik Gospodovega oznanjenja, začetek učlovačenja, ko je angel Gospodov oznanil Mariji in je spočela od Svetega Duha. Brez te Marijine privolitve ne bi mogli praznovati velikonočnega praznika. Brez te Marijine svobodne privolitve Kristus ne bi šel na križ, ne bi umrl in stal od mrtvih. Tako ob tem dnevu tudi praznujemo materinski dan, pa vsem mamam, babicam prisrčno čestitam, voščim obilo Božjega blagoslova in lepo praznovanje, torej v sredo, na praznik Gospodovega oznanjenja. Pred nami je Sveta nedelja, ko bomo vstopili v veliki teden, ko bomo še posebej razmišljali ob velikem četrtku o zadnji večerji, ob velikem petku o Kristusovi smrti na križu in potem bomo postopno vstopili v bistvo velikonočnega praznovanja, ki je prav v Kristusovem stajenju od mrtvih, ki je tukaj v naši župnijski cerkvi v Šentilju tako lepo upodobljeno na kupoli naše cerkve, ki sta jo upodobila zakonca Mašuk pred nekaj leti in smo zato zelo hvaležni, da tudi umetnost pomaga vsem nam k globljemu doživljanju vere in hoje za Kristusom. Bog povrni našim pevcem na koro, našim ministrantom, ki jih je danes tukaj pri oltarju kar lepo število, in seveda vsem vam, dragi bratje in sestre, da smo lahko tako lepo, prisrčno obhajali današnjo peto postno ali tiho nedeljo. Pa naj nas na poti našega življenja spremlja, vodi in podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Spoštovani, na peto postno tiho nedeljo smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Šentilj v Slovenskih Goricah. Maševal je župnik in dekan Igor Ignacij Novak. Pri maši je sodeloval mešani cerkveni pevski zbor župnije Šentilj. Vodila ga je zborovodkinja in organistka Gabriela Grabušnik. Prenos je tehnično pripravila ekipa Radia Maribor, Darko Kukovica, Gašper Zemljič in Smiljan Grajf. Lepo nedeljo.